Dobrodošli v 5. sezoni Kozmo podcasta. Ta bo malo, tako bi rekla, posebno začinjena, tako kot se za Kozmopolitan spodobi, namenjena seks temam. Danes smo tukaj jaz, Kaja Berlot, izvršna in spletna urednica revije Kozmopolitan, Eva Mavrič, ki je naša seks strokovnjakinja oziroma novinarka, ki že zadnje leto in pol, po mojem, da piše in ustvarja, v bistvu sprašuje Slovence o njihovih vročih seks zgodbah, in naša Nataša Mernik, urednica vseh družabnih omrežij Kozmopolitan Slovenija in sveže pečena lepotna urednica. Res je, jaz bom v mojem TikTok-stilu rekla, dober dan ponovno. Pa živijo, jaz sem Aljuša. Tako, v tem stilu. Ok, allora, Eva, pač zdaj, to je totalno tvoja domena. Nikoli v bistvu nismo še lih prav tako konkretno govorili o tem, ko ti sploh najdeš ta folk, ki ti zaupa vse te, bi rekla, seks zgodbe. To jaz včasih, ka berem in urejam te vsebine, sorry, ma, what the fuck? Včasih se tudi jaz vprašam, če ne bi bili vsi tako dobri moji prijatelji, da bi jih poznala že toliko časa in bi bila, okej, je logično, da to prihaja iz tvojih ust. Bi tudi mene šokirala, ampak ja, očitno sem zadela tombolo s prijatelji. In zdaj recimo v zadnjem letu bi rekli, da smo prebrali približno 150 tvojih seks zgodb, približno 10 na mesecih narediš, en mesec jih loviš, 10 jih objavimo potem. Kaj bi rekla, tako da je bila najbolj bizarna stvar, ki si jo ever slišala? Ne vem, zakaj mi ta vedno ostane v spominu, ampak ko je ena kolegica seksala na strehi od kluba in so se vibracije od pesmi dejansko čutile na strehi in je rekla, da je v bistvu vse skupaj še bolj pašalo. No? Te se spomnim. Te se bom vedno spomnila. Jaz imam eno vprašanje za te. Povej. Moje tudi bralke zanima. A je kakšna izmed teh zgodb tudi tvoja? Ja, ene so. Mogoče ne tiste, ki bi ljudje najbolj pričakovali, ampak ja, ene so. Ok, skrivnostno. Ampak, ker bo tata to poslušal, ne povem, kjere. Škera meni ful ostala v spominu. Se spomniš une zgodbe, ki je en tip v Italiji seksu na sredi krožnega križišča? Spomnim se. Bila sem tudi, mogoče ne prav zraven, ko je bila akcija, ampak v zelo veliki bližini. In ko to zgleda, kad ti oni povejo? Pač ti njih pokličeš, pelješ na kafe, ko to zgleda? Večino zgodb mi res da ta najbližja skupina prijateljev, ki se vidimo itak več ali manj skozi, in včasih mi sami povejo, včasih pa rečem, ok, mesec je naokoli, Eva rabi plačo, kaj ste delali? In njih sram in pač povejo. Ja, pač krčavno, v glavnem, če gremo na glavno tematiko, te, ko bi rekla, prve epizode, je v bistvu ena najbolj divjih tvojih zgodb. Če mene vprašaš, ko v bistvu ti v zadnjem mesecu požela kar dosti, bi rekla, pozornosti, in to je zgodba z naslovom Med jutranjo konico sem ga pofafala, na to pa je razveselil še on mene, par iz Maribora v seksu v avtu. Ta tlele se je kar užgal, ne? Ja, zato ker dejansko se je zgodilo, no? Nič ni izmišljeno in zanimivo, kako si ljudje skrajšajo čas. Bomo prebrali zdaj kar en delček, te zgodbe, Nataš, da je tvoj turn on your sexy voice. Okay. Opazila sva, da je vrsta do zapornice, ki vodi s parkirišča, precej dolga. Očitno imajo vsi sosedje enak urnik. Zato sva se odločila za nekaj drznega. Odpela sem mu hlače in ga začela oralno zadovoljevati, kar tam, sredi kolone avtomobilov, na parkirišču. Fant je pri tem skušal biti normalen in neopazen, a na obrazu sem mu prebrala, da mu prija. Je valjda. Kaj zdaj? To je tako vzburljivo, sred kolone. Studio nam je razpadel! Da je v našem studiu res vroče. Dere, neč hudga, ne? V glavnem, vidve ste kdaj v avtu tipa oralno zadovoljile? Ja, pa še kaj drugega. Sam, roko na srce, v avtu je res neudobno. Sploh, če nisi pač neka drobna gospodična, ne, kar jaz to nisem. Tako da je bilo kar neudobno. Ja, moram reči, da se še nisem na ta podvig podala. Ampak, lej, če ti paše, ti paše. V glavnem ta, ko bi rekla, ta članek je na socialu zbudil en kup pozornosti tudi
v bistvu so se ljudje malo obregnili v to, da smo dali v naslov pofafala, samo ga v avtu, ne, kao wow, kjera beseda, neprimerna. vulgarno. Kozmo, kako si ti drzneš? Drama. Mislim, zdaj, če gremo malo pogledati za nazaj, kaj Kozmopolitan sploh je in kakšen je njegov pravi namen. Pač Kozmo je odzmeram bil brand, ki govori o seksu. Takrat, ko je nastal leta 1963-64, je tedanja urednica Helen Gurley Brown, totalna carica, 100 let bi praznovala prejšnji teden, ja. Ona je pač v tej reviji pisala vsem tem, kar ženske tistega časa niso tako na glas govorile. Se pravi, glavna njena tema takrat, mislim, da je bila, da tudi samske ženske seksajo in da ne samo seksajo, da pri tem celo uživajo. To je bil njen content, ne. In od takrat dalje, ko je začela ustvarjati te tematike, je Kozmopolitan ratu najboljša prijateljica žensk po celem svetu. Zdaj pa vidve meni povejte, ne? Ti, ki kličeš frendico ali pa bi poklicala meni, bi rekla, stara, jaz sem ga danes pofafala v avtu, ali bi rekla, Kaja, oralno sem ga zadovoljila med tem, ko je on vozil med konico, ne vem. Pač, Ja, jaz mislim, da smo tukaj vse strinjene, da ko prijateljico pokličeš ali pa, ko si z njo na kavi, ne boš rekla, da si ga oralno zadovoljila, razen če si res velika slovenistka, boš verjetno rekla, sem ga potegnila, sem Ja, ga ali pa to, pofafala, ja. ker je to pač tak izraz, ki ga vsi poznamo, zelo sproščen. In ne vidim tukaj nič narobe, sploh, kot si že rekla, da Kozmo je tvoja najboljša prijateljica Ja. in moramo biti našim bralkam čim bolj blizu. točno to. Konec koncev je samo beseda. Ja. Tako. In mi damo pomen tej besedi. Ja, Tako in, da se mi odločimo, koliko dramatično bomo sprejeli tako besedo. Pa lej, če nam bo prinesel kakšen dodat klik na račun tega, da jim pa to ni Točno to. všeč, dajmo še kdaj uporabljati besedo fafala. Ja. Dajmo še kdaj uporabljati. bomo, zdaj, če se osredotočimo spet na to štorijo, ne? Kakšno je zakulisje te zgodbe, pač kutko, malo nam dej še malo žmohta. Zdaj smo slišali, kaj se je zgodilo, tako. Tako bom rekla, nikoli ne izdam imena, ker mislim, Hvala da Bogu. ko bi izdala ime, bi absolutno izgubila vse svoje vire. Ja. Drugo kot drugo, nikoli, če je Primorc, v zgodbi ni Primorc. To se mi zdi, da je fajn malo zakamuflirati. Vse drugo je pa praktično res. Ok, mogoče mi oni povejo v 3 stavkih in jaz iz tega naredim 5 stavkov, ampak vsebina ostane ista. In ja, v tem primeru, tako kot je bilo, dolgočasno ste se, vrsta je bila in kaj boš delal zjutraj, očitno je v obema zapašalo. Eni so pač za jutranji seks. Vidve? Jaz sem totalni ne, don't touch me. Prav, Jaz zjutraj ne morem funkcionirati. tudi jaz Pa ne. odvisno, včasih pa še zjutraj, včasih zvečer, včasih sredi dneva. Ola. Dajmo biti iskreni. Se ne omejuješ. Tako. Ne z uro, ne tudi s prostorom. Ne. Zdaj upam, da tudi moji starši ne bodo tega poslušali, ampak sorry, mami. Pač, kako je. Potem greva na kavo, da mi daš za naslednji mesec. Sigurno bova kaj nabrali. A ja, in drage bralke, poslušalke, bralke, gledalke, karkoli je. Danes imamo vse. Ja, danes imamo vse. Če ima Kjera kakšno seks zgodbo, ki bi jo pač hotela deliti z nami, mi imamo na spletni strani kozmopolitan.si odprten obrazec. Magari bomo v YouTubeu in v bistvu v opisu priložili ta link, kamor lahko prijavite neko svojo zgodbo in prav z največjim veseljem jo bomo in pokomentirali naslednjič in objavili in pač pisali o njej v reviji, ja, pač dajmo o tem govoriti, zakaj ne? Potem boste res videli, da so resnične zgodbe, ne? Točno Ker bodo tako. tudi vaše pri nas. Ja, to Točno včasih se tudi dostikrat zgodi, ne, da so tako bizarne, da folk misli, da so zmišljene. Pač niso. Niso, ker jaz ne vem, kdo bi si upal. Točno to. V bistvu bolj kot je bizarna, bolj je dejansko resnična, ker ko si rekla, kako bi si pa jaz to sama doma v posteli v pižami, tako namreč pišem te zgodbe, zmiselna kaj tako dramatičnega in neverjetnega, tako da ja. Ker imamo še kakšno nadaljevanje te zgodbe. Pa seveda se ga najde. No, kolegica. S prsti me je na to, se mi kar jezik zapleta, je res vroča. Ok, jaz bom kar nadaljevala pri tem, kjer sem ostala. Ja. Tako da, s prsti me je na to zadovoljil tudi on, ter pri tem po nesreči potrobil z volanom. Upala sva, da so sosedje mislili, da sva zgolj neučakana, ne pa da se v avtu le nekaj centimetrov od njih na polno zadovoljujeva. Ta dva sta imela Ja. kar blažen nasmešek, po Ja. mojem ste En kolona. tak primer sem jaz ujela, ko sem bila na poti v Srbijo, valjda, dolge kolone na meji. In en avto zraven mene se je konkretno zameglil. No?
In je bilo kar zabavno. V bistvu sta bila oba na enem sedežu, poskakovala, tako da se je vse malo treslo. In se mi zdi, da tudi, ko so policaji odprli dodaten prehod, smo vsi kar nekako ostali, kjer smo bili, ker je bilo tisto dejansko bolj zanimivo, ko priti čez mejo na končni cilj. Tako da ja. No, ta zgodba, ko se je odvila in ko je se to zgledalo, je tudi objavljeno na spletni strani kozmopolitan.si, mislim, da lih ta teden, da je šla ta zgodba ven in jo tudi lahko linkamo dol v opis, da si jo do podrobnosti preberete, kaj je Eva doživljala na mejnem prehodu. Spustila vrhunec, zaključek, tako da naj si ga preberejo na... Skrivnost. Ma, v glavnem, veste kaj, še zmeram ful doro pri teh naših zgodbah, kadar jih objavimo, so komentarji z Facebooka. To je moj najljubši popoldanski hobi. Eto, boš verjela, moj tudi. No, potem imava še kaj drugega skupnega, očitno. Jaz to res zelo za zabavo prebiram. Tako kot sem včasih mogoče na kakšni drugi strani pod kakšnimi novicami prebirala komentarje na našem Facebooku, ker so še bolj zabavni. Tako, je kar odraz te naše družbe včasih. Ja, mislim, jaz tako po teh komentarjih, še posebej pod seks članki, pač jaz za sebe z lahkoto rečem, da sem tako en manjši seks nesposobnež. Pač jaz ful težko probam kakšne nove stvari, malo sem zatehnjena in malo zadrta, tako da meni zdaj ta seks podcast je totalno out of my comfort zone. Ma okej. No, boš verjela, dejansko tudi meni, ko sem začela pisati, je bilo totalno izven cone udobja, ker jaz sem prišla sem na prakso. In ko te 3 leta na faksu učijo tisto klasično novinarstvo in vemo vsi, kako to gre, in potem prideš na Kozmopolitan in poleg tistih res klasičnih vsebin, ugotoviš, da imaš mogoče žilco še za kaj drugega. In poleg ti šefica da priložnost, ne Kaja? In poleg čez leto in pol v bistvu te prijatelji poznajo kot nekoga, ki piše seks zgodbe. Najbolj vroče v Sloveniji, zagotovo. Pač tvoje seks zgodbe, to, ne vem, meni je to life. Veš, mislim, ne boš verjela, sem zdaj tela reči, stara, boš verjela. Ful težko je dobiti novinarja, ki bi se tako z imenom in priimkom podpisal pod neke seks članke in rekel, jaz sem pa seks strokovnjak za Kozmopolitan. To jaz, odkar sem tle, ni se zgodilo tako. Pač se ni zgodilo in jaz sem tako neskončno vesela, da si se ti pojavila, da ne Bog poslal tebe. Seks Bog nam je poslal. Seks Bog, ja. Eros. Tako. Samo ne ramacoti. No, kar sem tele reči s temi komentarji, Bog se usmili, jaz sem zatehnjena, samo ta folk, to je pa... Ta folk dokazuje, da je seks še vedno zelo velik tabu v Sloveniji. In da očitno Slovenci seksamo samo v posteli po poroki in ob 9. zvečer. Ampak v misionarcu. V misionarcu. Zanimivo je, da smo zelo divji narod. Tudi ko Pornhub vsako leto naredi analizo, tako bom rekla, gremo kar izven okvirjev. Pač, ko si rekla Pornhub, jaz tlele na službenem računalniku, jaz kadar grem pač na mail, moram tipkati PO in pol napiše pošta bla bla. In jaz zmeram natipkam PO enter, ker na mojem računalniku doma pač mi gre v poštni nabiralnik, Jaz v službi zmeram, ker napišem PO enter direkt Pornhub. Kdo pa je še kaj na tvojem računalniku? Ne, sem jaz, ker točno vem, kaj sem delala. Potem ti med službenim časom gledaš Pornhub? Ja. In v raziskovalne namene. Seveda. No, iskala pa sem, lih sem imela za začet po manj ta druga karantena lani. In jaz sem najdla en članek, da je ena žena dala, novinarka Kozmopolitana UK je napisala izpoved, da se med prvo karanteno udeležila, ko je rekla, delavnic samozadovoljevanja. In kao na Pornhubu, da je bila. In jaz sem to iskala, stari moj, po manj 3 ure, cel Pornhub sem obrnila, vse sem videla. In to je še zdaj prvi meč, kaj jaz kliknem PO je Pornhub in te delavnice samozadovoljevanja v iskalniku. Ja, včasih, ko prečesaš ta stran, dobiš kakšne travme. Ja. Mislim, da so ženskam bolj prijazne strani tudi kakšne druge. Z vsebino in z vizualno in tako naprej. Tako da. Veš za kjero? Bomo naredili članek o tem, bom tako rekla. Ja, dobro. Jaz nimam pojma, pač ta je... Se mi zdi, da ženske, tudi imeli smo že en članek o tem, da v bistvu nas bolj mogoče vzburijo neke audio zgodbe, ne toliko te zelo
Eksplicitne. grobi in eksplicitni posnetki. Mislim, mene ful moti, ko je video in je direktna akcija. Meni je všeč, da je dramaturški trikotnik. Malo zgodbe. Ja, ne moreš kar klikniti play in je že vse vidno, Tako. akcija. Ne morem. Vejte, kdo sta. Ja, kdo sta, kaj je zgodba. Pokažite, da sta igralca. To je druga stvar, tako slabo eni igrajo, da me dejansko odvrne. Mine, ja. Ti kdaj ste le prve porniče, tako jaz se prav spomnim, kjeri fail moment je to bil res. Jaz se spomnim, stara sem bila, mislim, da nekih 13. Imela sem pač malo starejše prijatelje oziroma vrstnike, pa njihovi brati in sestre in tako naprej. Ne? En večer pa so oni pri meni na obisku in kaj je on odprl nam 10 pa nekaj letnikom? Ja, porniče, a ne? In jaz sem bila čist zgrožena, kaj je to, jaz sem bila čist bleda in pol je niti ni brisal vse da zgodovine, ne, moja mama je potem ugotovila, kaj smo mi gledali in je bila popolnoma zgrožena. Ja, jaz sem bila pa na enem sleepoverju pri prijateljci, jaz sploh ne vem, ko sva to dobile, res pač šlatele, nisva. Brskale sva po pač televiziji, naprej in takrat je bila ena Sponka TV. Aha. Ste slišali kdaj za to? Ne. In to pač zvečer, oni so porniče na pune. In midve sva to gledali. In prav oni nemški grozni porniči z unimi moškimi zbrkami in Bundesliga frizuro. A so bili porniči ali erotični filmi? Ne, porniči, pač je bilo prav. Ja. Hvala za ta audio. Bilo krčav. Zdaj si me spomnila, ni bil ta moj prvi. Pri 13. Še mlajša sem bila, ne bom rekla koliko, zelo majhna, tako prva triada bi rekla. Ja, Marija. not good. Pri sošolki, pri moji takratni najboljši prijateljici doma. In ona tudi brska po televiziji. Meni je bilo jasno, kaj bom to prižgala, ne? In pol, pač malo sva gledali smejemo to vse skupaj ful grozen. In pol ona sem ugasnila. In valjda, ker je mami prižgala televizijo, je bilo na tem programu. Ker sta se potem mamici med sabo pač, ja, veš, kaj sta gledali in pol mene mami vpraša doma, kaj pa sta videli gledali, a ne, s prijateljico. Ja, ne vem, to mi je en z enim mlekom. Tako da tisti je bilo res zelo nerodno. Kaj dela z mlekom? Ja, mlek mu je pritekel, ne? To je bil najbolj zgodni spomin, pa mislim, da nisem vesela, da si me na tega spomnila. Jaz si rekla, da mu je mleko priteklo zadnjič, že lahko 1 leto, 2 leta nazaj. Moja sestrična ima 2 punčke, ne, Štajerske živijo. In pol je tata malo vprašala, kako rate otroci, ne. In čekaj, ali sem jaz njo? Ma glavno ne vem, ko je bilo. Point je bil, da je, zdaj ne vem, ali mi je sestrična ali ta mala razlagala, tako, no in kako pa rate otroci? In on reče, ja, mami rati se fej stisneta, te pa mami, te pa oči mamici v popek pljune, te pa dojenček rata. To je podobna scena s tem, da mu je mleko. Mleko mu je teklo. Jaz imam pa 2 spomina. Prvič, ko sem sama, sem bila na enem blogu od teh portalov z igricami. Ko vemo, da znajo biti malo problematični. In valjda sem šla v govorilnico, oziroma klepetalnico in mi je en poslal en link. In jaz to kliknem in ja, mi tudi prvo ni bilo jasno, kaj je to. Sem bila pa tudi enkrat nekaj osnovna šola. To vem, da sem prvič sama nekaj videla. Potem smo šli pa v 1. letniku srednje z razredom v London in smo se zbrali vsi v eni hotelski sobi in dobili program Gay Bunny Gay, nekaj takega. Je bilo pa fetiš televizijski program in so bili fantje v tistem kostumu od Ariane Grande, zajček. Oh my god. In to nas je enih 17 v sobi gledalo in smo bili hkrati zgroženi, hkrati nas je ful zanimalo, hkrati nismo razumeli, kaj gledamo. Tako da ja, to sta tako 2 prva spomina na to. Dobro, imamo vse kar divje spomine na prve porniče, čeprav zdaj jih nagledam. Ne, meni, recimo, prej, ko smo govorili o tem, da je ženske verjetno jih toliko palimo na te vizualne, ko bi rekla, pornjade, ne.
Meni se mi zdi, da je dosti bolj tako kot recimo knjiga, ki ti dopušča, da si malo sam stvariš neko svojo sliko. Meni se mi zdi to kar tako, kot recimo ta 50 Shades of Grey. Jaz mislim, da je toliko otrok ratalo po tej knjigi, da čau. To sem hotela reči, pa da me ne bo kdo obsojal. Meni je bil všeč 50 Shades of Grey. Tako filmi, še bolj pa knjige. Knjige so bile Jaz sem vse 3 knjige prebrala v 2 dneh, pač ne lažem, in so mi bile veliko boljše, kakor kakšen pornič. Kolikokrat si me seksala? Kaj? Kolikokrat si me seksala? Takrat sem bila še malo premlada. Ojej, koliko si ti mlada? Ne bomo leti. Breaking news. Ful mlajša od mene. Mogoče bom pa tako rekla, da sem se mogoče malo kasneje podala v te vode. Diplomatsko. V seks podcastu. Nič nisem zamudila. Nič, čist nič. V glavnem, da zatavam nazaj na Facebook komentarje, ne? Še vedno smo tam. Ja, no, kar sem tela reči je, da pod vsako to seks zgodbo je zabavno brati te, ko bi rekla... Včasih malo zavijem z očmi in se zgražam, včasih se pa samo krohotam zraven. No, ma ta tlele članek presenetljivo je imel kar tako, bi rekla, Slovenci so navijali za ta dva, ne? Jih je združila kot nogometna reprezentanca, tako so bili kar zedinjeni, ne? Ker recimo nekaj sem si jih shranila in tako sem si shranila komentarje žensk in komentarji moških, ne? Ker tako bi rekel... Okay, da vidimo na kakšnih... Zdaj, ena je napisala, kdo si izmišljuje tako brezvezne zgodbice? No! To bi bila pa jaz, ampak se jih ne zmišljujem. Tako da evo, ta je dobila svoj odgovor že prej. Potem pa je ena druga napisala, saj tako je prav, takšne stvari bi morale biti normalne med pari. Kje pa piše, da se moraš dol dati samo doma zvečer v posteli? Treba je zvezo popestriti in takšen adrenalin je še kako dobrodošel. Bravo. Bravo. Tako da evo, ženske smo lude, ne? Pol pa moški, je pa tam je dober. Glede na to, da se iz Primorske voziš v 15-kilometrskem zastoju, parom ne preostane drugega. Hvala, Dars. Podpišem, kjerkoli se da podpisati, med Vrhnikom in Ljubljano, je zanimivo. Ja, danes. drugačne. Tako ali drugače. Danes na Postojni, zaprta avtocesta, je bil kar juhuhu. Ja. Lahko da je pa kdo kaj? Ej, Čaki juhuhu, kaj? To pomeni, da nisi šla sama... Ne, jaz sem šla. Darsove kamere, a mi lahko pošljete v mail, če je bilo kaj zanimivega. Dars bi lahko sponsoriral ta podcast. Ja, ta vsebina žal ni promovirana strani Darsa. Ne, še. Ok, pole imamo en drugi mož, ki je napisal, nisi edina. Ok, Okay. Ja, prav, pa ti povej svojo zgodbo. Imaš kaj drugačno? pole še en. Ja, in, a nimate domišljije? To je preveč vsakdanje. Ok, postreži nam skakšno malo bolj sočno, prosim. To je pa zdaj izziv, ja ne vem, seks na strehi, seks z DJ-jem, seks na plaži, da se policija vmeša v celotno zadevo, da prekršiš kakšen zakon ali dva, da greš na Grindr in dobiš plačilo za seks. Od raznih fetišev, kjer ti vosek polivajo na telo, kjer ti z rokavico sežejo globoko vate in ti naredijo zastojen pregled. A še kaj? Mislim, da smo kar pokrili nekaj sočnih tematik. Pole pa še en... Tako je. Tak mora biti, da ni vse klasika. Ola. Tak mora biti. Amen. In tak bo. Čin, čin. Bravo. Ja. Čin. S tem, po mojem, je tudi cajt, da zaključimo ta današnji, ko bi rekli, seks podcast. Jaz upam, da vam je bil všeč, da ste se malo posmejali z nami. In če imate še kakšne, ko smo rekli, seks zgodbice, vroče izpovedi. Ali pa vprašanja in komentarje. Vse Še je dobrodošlo. Tako. Dajte nam tematiko za naslednji podcast. Ja, ne? ali Točno pa to. konstruktivno kritiko. Tako. Vse sprejmemo. Tako. Ja, mi se bomo z veseljem drugi mesec ob isti uri v istem studiu sestali in pokomentirali vse, kar bomo dobile. In do takrat, kaj ne rečemo, seks po slovensko. Veliko seksa, da bo se lahko Evi poslala svoje. Ja, da plačam račune, ko v Ljubljani je drago živeti. Ajde, čau! Ciao.